Prvič, včeraj je vlada po koalicijskem ključu imenovala člane nadzornega sveta SODA. Me zanima, če je po vašem mnenju dobro tako politično kadrovanje. Nazadnje tudi prejšnja vlada je na podoben način kadrovala, ampak tu gre le za pomembno institucijo. Kako vi gledate to kadrovanje na SODU? SOD je zelo pomembna institucija, kajti prevzema vlogo upravljavca državnega premoženja. Kot vidimo, vlada tudi na nek način zaustavlja sam projekt slovenskega holdinga, ki bi moral na osnovi sprejetega programa upravljanja klasifikacije transparentno upravljati s tem premoženjem, in sedaj gre za klasično zopet to politično kadrovanje, s katerim se bo vlada in pa del vlade, predvsem največja koalicijska stranka, več kot očitno iz imen, polastila tega državnega premoženja. Tako da mislim, da bi bilo nujno, da bi bili sprejeti tudi sporedni ukrepi, najprej vzpostavitev slovenskega državnega holdinga, tako da bi imeli jasno in transparentno upravljanje. Ključno pa bi bilo, da bi tudi vlada končno pripeljala kakšen ukrep z področja gospodarjenja z javnimi financami in pa tudi z slabimi bankami. Ta mesec je očitno porabila za to kadrovsko prerekanje. Ko pogledate na imeni, ki se zdaj pojavljate za vodstvo SODA, na eni strani Tomaž Kuntarič, ki ga je vaša vlada zamenjala, na drugi strani Zdenka Grozdej, pozitiv na Slovenijo. Mislim, da se lahko v tem trenutku zdržim komentiranja tega imena oziroma to, kdo bo vodil sam SOD. Prepustimo to, da tudi sami v koaliciji zberejo. Kot sem pa že dejal, je celoten postopek kadriranja na nek način problematičen, zato ker ni ostalih stvari, ki bi morale se vzporedno odvijati, in očitno je glavna tema kadrovske pozicije. Hvala lepo, gospod Rasolovič.